Dolgoletne želje krajanov mestnih četrti Nova vas in Radvanje o ureditvi parka ob Pikerskem potoku so ponovno oživele. Potok, ki je v različnih obdobjih včasih bolj ali manj zanemarjen, z visoko travo ali pa skorajda golosekom, je nekoč imel več življenja v sebi, pa tudi meandre. Obe samoorganizirani četrtni skupnosti Maribora sta tako organizirali delovno srečanje, na katerem so krajani predstavili svoje želje skupaj s krajinskim arhitektom, tudi predstavniku projektne pisarne Mestne občine Maribor. Torej je bila debata namenjena temu, da se še preden se začne projektirati projekt, ugotovi neke želje, potrebe prebivalcev, da bi bil ta park, ko bo enkrat nastal, čim bolj po meri krajanov in tudi čim bolj uporaben in posledično obiskan. Predvsem bi potok in njegove brežine radi spet obudili k življenju. Prva bistvena stvar je, da postane ta potok živ potok, da se bolje poveže z okoljem, kar se zdaj ne. Je namreč kot jarek, brežine so tako strme, da niti ne prideš do vode, ne da bi se zvrnil van. In še ta potok je, pravzaprav slabo skrbimo zanj. Celotna dolžina potoka je 2,3 kilometra, poteka od Pikerske gorce pa vse do Betnavskega gozda. Krajani bi radi, da bi po vsej dolžini v ločenih fazah postavili razne elemente z različnimi vsebinami. V glavnem se vidi, da je nujno potrebno ta potok načrtovati in vključiti v okolje tako, da bo res potok. Da bo lahko zaživel, da bo dostopen in seveda okoli njega potem zrase oziroma se načrtuje vse tisto, kar je mišljeno v parku. Jasno, drevesa in vse, kar sodi zraven, pa tudi seveda igrala. Velika želja mnogih je, da bi vsaj del potoka postal učni park. Razen tega, da se ohrani potok in življenje v njem, smo se pogovarjali, da bi bilo fino, če bi recimo te šole, 4 šole bojo ob tem parku, ob Pikerskem potoku, oziroma so že, da bi tudi oni lahko organizirali kakšne biološke delavnice oziroma proučevali to življenje v potoku in ob njem, glede na to, da ga imajo tako rekoč na dvorišču. S tem bi mladino naučili nekaj o naravi, nekaj o spoštovanju, ohranjanju okolja. Ob potoku bi pa sigurno morali urediti tudi neke urbane elemente, recimo neke klopce, potem zadostno število košev za smeti in podobno. Želja je vsekakor še več in niso še niti oblikovane in definirane, so pa vsekakor začetek ponovnega, upamo, da tudi konstruktivnega strokovnega razmišljanja o tem, kaj storiti s Pikerskim potokom in njegovo okolico. So pa predlagali potem razne vsebine, od rekreacijskih, neke naprave za gibalne vaje, do športnih igrišč, do igrišč za otroke, do čist nekih, zasaditev drevja, ureditev, za čebele, tudi sadno drevje so predlagali, in druge površine, ki so sam za pogledati ali pa se sproščati na njih. Zgodbo o Pikerskem potoku, ki si zasluži postati urejen in spoštovan del urbanega naselja in hkrati negovan košček narave v mestu, bomo zagotovo še spremljali. Nenazadnje tudi zaradi tega, ker je že zdaj to veliko naravno sprehajališče z ogromnim potencialom.